Dober dan, lepo pozdravljeni, hvala lepa, ker ste vsi skupaj prišli. Moram reči, da je dobra stran opozicije to, da smo lahko ogromno med ljudmi, da se z ljudmi družimo, pogovarjamo, to je zagotovo velika prednost, ki jo imamo. In bi rekel, da je zadnje sporočilo, ki zelo odmeva v zadnjem obdobju je, naj neskončno pustijo primeru. Ko enkrat ljudje začnejo govoriti te stvari, naj jih vlada, naj jih država pusti primeru, potem jaz mislim, da je to zelo jasen znak, da je vrag vzel šalo in da od tistega čarobnega upanja, ki se je napovedovalo na začetku tega mandata, kako bodo vse stvari drugačne, kako bo zdaj v državo prišlo upanje in da bo vsak izmed ljudi lahko razvil svoje lastne talente, da to enostavno se bolj ali manj s to vlado spreminja v pepel. Jaz sem prepričan, da so Slovenci po naravi zelo pridni in delovni ljudje in da če jim ne nagajaš, če jim ne onemogočaš, potem bojo vedno ustvarjali velike stvari, so jih še bodo, tako na slovenski ravni, kot tudi na globalni ravni. In to je tista ključna dolžnost, ki jo mora imeti vsaka vlada, da pusti ljudem dihati, da ljudje lahko razvijajo svoje talente, ker na takšen način bodo uspešni, če bodo oni uspešni, bo uspešna tudi država. To je tisto ključno sporočilo, za katero mora vsaka vlada delati. Zdi pa se, da je ta vlada precej neučinkovita. Praviloma vse tisto, kar obljubi, navadno ne naredi. Z eno redko izjemo, to pa je, kar se pa tiče davkov in obdavčenja ljudi, tukaj so pa relativno učinkoviti in jim je v teh letu in pol uspelo davke povečevati, kar seveda ni ustrezno v sedanjih okoliščinah. Želimo si, da bi vlada resnično prinašala upanje v državo in ne strah. In tukaj ni potrebno odkrivati tople vode. Slovenija se ni ne prvič, ne zadnjič soočila z recesijo, torej formula je več ali manj znana, kako se država sooči z recesijo učinkovito. Eno je, da predvsem izboljša poslovno okolje in drugo je seveda, da poveča javne investicije. Recept je znan, vlada bi ga lahko uresničila. Ko se ljudje počutijo ogrožene, pa naj bo to zaradi migracij ali pa zaradi vojne, ponovno lahko rečemo, da tudi tokrat se ni prvič zgodilo, da je Slovenija soočena z migracijami ali pa z vojno. In nauk vedno v preteklosti je bil, da sami naredimo tisto, kar lahko. Ne računajmo na druge, ker na takšen način bomo v največji meri lahko našim ljudem zagotovili varnost, imamo učinkovito policijo in slovensko vojsko in naredimo tisto, kar nam sedanja zakonodaja tudi omogoča. Vojna je prinesla tudi precej energetske nestabilnosti in jasno je, da bo od dostopnosti energije veliko stvari v prihodnosti odvisno. Zagotovo tudi naša kvaliteta življenja, kako bomo živeli, predvsem pa konkurenčnost našega gospodarstva. In tukaj bi si mi želeli, da bi šla vlada odločno za jedrsko opcijo, spremljamo pa predvsem izmikanja, odlaganja in prelaganja in seveda na drugi strani preferiranja solarnih panelov, iz katerih je jasno, da ne bodo mogli zagotoviti stabilno energetsko oskrbo, s tem pa tudi stabilnost slovenskega gospodarstva in pa njegovo konkurenčnost. Sami se boste neverjetneje spomnili, da je bila zdravstvena reforma velik dragulj Golobove vlade. Povedalo se je, da od tega je tudi odvisno obstoj vlade. Končalo se je zelo klavrno, z odstopom ministra. Nova ministrica daje vtis, da se bo status quo nadaljeval, kar pomeni, da bo državno zdravstvo še naprej tista glavna točka. V Novi Sloveniji se pa vendarle želimo, da bi šli v vsem dostopno javno zdravstvo. Pri reformi plačnega sistema v javnem sektorju so bili napovedani happy endi, ki jih seveda ni. Jasno je iz izkušenj, da pravičnega, enotnega plačnega sistema v javnem sektorju ni mogoče narediti, zato je najbolj smiselno oblikovati vsaj 5 smiselno podobnih in povezanih plačnih skupin po poklicnih skupinah. No, na podlagi že vseh težav, ki smo jih imeli, so pa prišle še katastrofalne poplave
Spomnite se predsednika vlade, ko je govoril v odmevih, da bodo v roku nekaj mesecev ljudje imeli hiše. No, zdaj je nekaj mesecev minilo, danes preverjeno, ljudje še vedno nimajo zagotovljenih finančnih sredstev, občine še vedno nimajo sredstev za intervencije, skratka, nekaj gre resnično zelo narobe. Moram reči, da je predsednik vlade predlagal odstop dvema ministroma, ki sta se dejansko izkazala pri svojem delu kot neučinkovita in njuni rezultati niso bili dobri. Če bo do glasovanja v parlamentu seveda prišlo, potem lahko mirne vesti povem, da bo Nova Slovenija glasovala za njuno razrešitev. Prav tako tudi za ministrico za javno upravo. Skratka, treba je jasno povedati, da same kadrovske spremembe ne bodo rešile situacije. Če vlada ne bo bistveno spremenila svojih politik, ker je iluzorno pričakovati, da bomo delali iste stvari in dobili drugačne rezultate. To pomeni, da si vsi skupaj želimo, da bi bil končno realiziran gospodarski program Nove Slovenije. Prav letos praznujemo 10. obletnico od njegove predstavitve in vedno bolj se kaže, kako bi bila Slovenija bolj uspešna, bolj konkurenčna, če bi končno realizirali gospodarski program Nove Slovenije. Prav tako je z zdravstvenim programom, ker letos praznujemo 5. obletnico njegove predstavitve, marsikaj se nam je razne nadimke in razne opaske dodajali v zvezi z zdravstvenim programom, ampak jasno je, da če pogledate v nekem evropskem kontekstu, so to edini koncepti, ki delujejo. Tako da vlado čaka ogromno delo in želimo si, da končno to, kar govori, tudi naredi. Vsej to, če že ne drugega. Spoštovani, dober dan. Rad bi v tem delu izpostavil 3 stvari, ki se tičejo poplav in predvsem sanacije po teh, lahko rečemo, katastrofalnih poplavah. Ni naključje, da je na današnji dan minilo 2 meseca od teh katastrofalnih dogodkov. Kot rojen Korošec in kot stanujoč v Komendi lahko govorim iz dvojnih izkušenj in lahko v imenu ljudi, tukaj brez dlake na jeziku rečem, ljudje ne izgubljajo samo potrpljenja, ampak začenjajo izgubljati upanje, da se jim bo karkoli pravočasno pomagalo. Kot je predsednik Tonin zadevo uvedel, dejansko nihče, torej niti občine, niti prebivalci, ki so ostali brez domov, niso prejeli še niti evra, niti centa za to, da bi rešili to škodo po poplavah. Župani so ogorčeni, nekateri na Koroškem, zgodbe so bile izpostavljene, so se svojo inicijativo, z lokalno inicijativo, s pomočjo dobrih ljudi, obrtnikov, podjetnikov, sami lotili velikih projektov, ker so vedeli, da čakati na državo, vlado tokrat ne bo dalo rezultatov. In zato so se lotili, nažalost pa po 2 mesecih, kljub obljubam, ugotavljamo, da so ostali pri tem sami. V Novi Sloveniji smo že takrat obljubili, da kot opozicijska stranka sicer nimamo neposrednih vzvodov, nikakor pa ne bomo pozabili na te ljudi, na te občine in bomo stalno opozarjali na to, da vlada prepočasi in neučinkovito rešuje oziroma se odziva na te poplave. Razen nekaj sestankov, fotografij, terenskih obiskov, efekta na terenu ni. Druga pereča težava občin in ljudi pri sanaciji je pomanjkanje težke mehanizacije. Tudi to je večkrat bilo izpostavljeno in pozivamo v Novi Sloveniji vlado, da tu priskoči na pomoč prizadetim občinam. Ključno je, da se sedaj, ko je zima pred vrati, nujna dela, nujne sanacije opravijo. Ključno je, da se ljudem, ki so brez strehe nad glavo, pomaga in jim da vsaj informacija, kako bodo preživeli zimo. Tistim, ki imajo poplavljene prostore, ki jih zdaj sušijo, je treba povedati in pomagati, da se pripravijo z opremo in ostalimi zadevami na to zimo. Kako se bojo ogrevali?
kako naj obnovijo, če nimajo lastnih sredstev. Nekateri jih imajo, nekateri jih nimajo. Vse to so vprašanja, ki bi jih morala vlada prioritetno reševati. Žal opažajo ljudje na terenu, da se vedno bolj ukvarja samo sama s sabo. In tretja zadeva v zvezi z sanacijo pa je samo opomnik na predlog Nove Slovenije, ko smo obravnavali prvi interventni zakon, da je nujno potrebno preiti na drugačen, lahko rečemo star, zdravorazumski način urejanja vodotokov. Očitno je, da koncesionarji tega zdaj ne zmorejo, vodotoki pred potencialnim novembrskim deževjem niso očiščeni, zunanji izvajalci niso motivirani ali pa nimajo prostih kapacitet. Treba je omogočiti sistemsko, da preidemo zopet nazaj na sistem, da tam, kjer je uporaben gramos, ki ga te reke in potoki, vodotoki nanosijo, da ga ljudje lahko odvažajo, seveda pod neko koordinacijo, lahko rečemo, pristojnih strokovnjakov. Vse skupaj je potrebno narediti bolj učinkovito, manj rigidno. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovane novinarke, novinarji, začel bom takole, ne. To zadnje dogajanje v vladi, ko je v bistvu ne le soočena s tem, da ne zna realizirati svojih lastnih obljub, ne, z samega začetka mandata, in na drugi strani soočena tudi z neučinkovitostjo in neoperativnostjo, lahko rečemo, tu smo, ne, ker imamo dejansko ad hoc politične nastavke, ki delujejo brez neke vizije in brez neke temeljne ideje, brez določenih prioritet in lestvic vrednot. Ne. In potem nastane takšna zmeda, kakršni smo priča dan danes, tako znotraj vlade, znotraj same ekipe, kot tudi pri soočenju z lastnimi obljubami, ki so jih podali na začetku mandata. Sam se bom osredotočil zlasti na davke in na to, kako danes Slovenke in Slovenci živijo. Predsednik vlade na začetku mandata dejal, da bomo dvignili dodano vrednost celotne družbe. Zaradi tega, ker želi, da smo družba znanja. In to je bila njegova tretja prioriteta, tretja točka, ki jo je podaril v Državnem zboru, preden je prisegel pred poslankami in poslanci. Zdaj, dodana vrednost za celotno slovensko družbo, to, kar počne ta vlada, dela ravno v nasprotni smeri. Se pravi, inflacija, ki je danes na letni ravni 7,5%, za skoraj 2 odstotni točki večja kot povprečje znotraj evroobmočja, zagotovo ni to, ne, da bi imeli dodano vrednost višjo. Ampak nasprotno, ljudje živijo vedno slabše. Osnovne življenjske potrebščine, energenti so vedno dražji. In na drugi strani nobenih signalov, na kakšen način želi vlada reševati, ki ima idejo, kako reševati zagato z visoko inflacijo tukaj v Sloveniji. Na kakšen način zamiti cene. Imamo en kup naborov, ki jih je vlada naredila, naprimer spremljanje košarice življenjskih potrebščin. In enostavno, koga tukaj vlečemo za nos? Spremljamo in plačujemo že eno leto za spremljanje določenih košaric, osnovnih življenjskih potrebščin, popolnoma neučinkovito, kajti te cene življenjskih potrebščin še vedno rastejo. Torej, poziv in finančnemu ministru in predsedniku vlade je, da se je res nujno potrebno spopasti z inflacijo, zaradi tega, ker se dražijo življenjski stroški ljudi prekomerno in te isti ljudje vedno slabše iz meseca v mesec živijo, če primerjamo recimo življenja ostalih prebivalk in prebivalcev ostalih držav članic Evropske unije. In tudi ni više dodane vrednosti na način, da prekomerno obremenjujemo prvič ljudi z različnimi solidarnostnimi prispevki in drugič gospodarstvo. Danes je v delu članek o tem, da se spet obeta novi davek za pravne osebe, se pravi dvig za 2 odstotni točki v letošnjem letu, potem v letu 2023, mogoče tudi v letu 2024. In na ta način bi izbrali na račun gospodarstva novih 200, mogoče potem 300-400 milijonov evrov več denarja. Gospe in gospodje, to gospodarstvo več ne zmore. Te ljudje v tej državi več ne zmorejo tolikšnega bremena prevzeti nase zaradi neučinkovitosti na drugi strani. In pred nami je dobesedno stiskanje za vrat ne le celotnega gospodarstva, ampak prekomerno stiskanje, privijanje za vrat državljank in državljanov.
tega davčnega bremena ljudje dolgoročno ne bodo zmogli. V Novi Sloveniji imamo rešitev nasprotna vladnim predlogom in sicer davčno razbremenjevanje. Ta trenutek, poglejmo nas v soseščino, ko se evropsko gospodarstvo ohlaja in težko izrečem, Nemčija trka, recesija, v Sloveniji gospodarstvo pada, industrijska proizvodnja tudi v Nemčiji pada. Se države članice Evropske unije, v naši soseščini, tudi Hrvaška, v bistvu obratno spopadajo s temi težavami. Se pravi, znižujejo davčne obremenitve. In zakaj bi bila Slovenija tako posebna, da bomo te zagate, poleg naravne katastrofe, poplave, reševali na način, da bomo ljudi dodatno privili? Tukaj te usporednice po vsej logiki ni. Torej, poziv vladi z naše strani je zagotovo ta, da razbremenjuje gospodarstvo, da omogoči ljudem, da lažje zadihajo in da gospodarstvo ustvarja dodano vrednost za celotno družbo. Najlepša hvala. Zdaj smo pa na voljo za vaše vprašanje. Izvolite. Arjen Sajec, Nova 24 TV. V bistvu ste povedali, da nekako za politične rešitve za trenutno stanje obstajajo, da jih konec koncev tudi vi poznate, da jih imate, pa bi bili pripravljeni z vlado sodelovati in pokazati to pot do rešitve. Danes smo se hecali, pogledajte, kolega Vrtovec se je po dolgem času nadel kravato gor, tako da situacija je resna. Ne vas pa potolažiti, da Nova Slovenija ne odhaja v vlado, ker v vladi, ki dviguje davke, nima kaj početi. V vladi, ki še naprej trmasto vztraja na državnem zdravstvu, nima kaj početi, tako da lahko to napetost že na samem začetku razbremenimo. Smo pa seveda iz opozicije vedno pripravljeni pomagati. Mi smo že v preteklosti vlagali različne zakone, s katerimi smo predlagali rešitve, ki, bi rekel, na nek način na Zahodu delujejo in jih želimo samo v Sloveniji tudi uveljaviti. Več ali manj je to koalicijski glasovalni stroj zavrnil, ampak se veste, mi bomo še naprej se trudili in poskušali, pa bomo videli, kam bodo prišli. Vsekakor pa še enkrat ne, če se ne bodo bistveno spremenile same vsebine pri delovanju vlade, potem nam tudi novi ministri nič ne pomagajo. Lahko mogoče še to pravite, da bi podprli se pravi razrešitev obeh ministrov in tudi Sanja Ajanović-Hovnik, da sta delala slabo, lahko še to malo razložite, pač zdaj se še čaka, no, nekako neuradno kroži, da bosta mogla oditi tega ministra. Kakšna je vaša odnos do te poteze, do te rekonstrukcije vlade? Nova Slovenija ima poslanko Vido Čadonič Špelič, ki je hkrati tudi predsednica parlamentarnega odbora za kmetijstvo. Mislim, da je v zadnjih tednih bila zelo aktivna pri opozarjanju na stranpoteh in težavah, ki jih ima Ministrstvo za kmetijstvo, in tukaj ni potreba nič politično taktizirati. Mi smo prepričani, da ta ministrica za kmetijstvo ni dosegla tistega, kar bi morala, in zato po naši oceni, če bo prišlo do glasovanja, bo Nova Slovenija glasovala za njeno razrešitev. Kakršnokoli drugo glasovanje bi bilo nekorektno politično taktiziranje in nekaj drugega, kar smo govorili v preteklosti in kar so tudi naši poslanci delali. Kar se tiče drugega ministra, danes smo na novinarski konferenci povedali tisto, kar čutijo ljudje. Veste, ljudje, ko smo na terenu skupaj z njimi, in to je prednost opozicije, nas opozarjajo, da je daleč od tistega, kar sam premijer obljublja in tudi kar so sami ministri obljubili. In da po 2 mesecih po poplavah ljudje še vedno nimajo ustreznega denarja na računih, da občine še vedno nimajo denarja za intervencijo, ko so zalagale milijone in milijone, je pač nekaj hudo narobe z učinkovitostjo te vlade. Tukaj ne gre za vesoljsko tehnologijo, tukaj ne gre za to, kako bomo jutri pristali na Luni, ampak tukaj gre za preprosto način, kako iz državnega proračuna nakazati v občinske proračune. In če nek minister tega ne zmore, jaz mislim, da ni druge, kot da z te pozicije odide. To je najmanj, kar lahko naredi. Kar se pa tiče gospe ministrice za javno upravo, glejte, bili so happy endi, ki se niso zgodili.
obljubljeno je bo, kako se bo socialni dialog nadaljeval, kako bo vse super in sploh. Poglejte, kje so zdaj rezultati. Jih ni. In jaz mislim, da v takih napetih okoliščinah minister za javno upravo enostavno ne more doseči dogovora za nek smiseln plačni sistem. Ob tem, da zgodba zdravniki še ni rešena, da z vsemi ostalimi poklicnimi skupinami zadeve niso rešene in tukaj mora priti nekdo, ki bo resnično verjel, da je rešitev za slovenski javni sektor, če ga želimo ohraniti tudi konkurenčnega napram gospodarstvu, da potrebujemo več plačnih sistemov in ne siliti v en plačni sistem enostavno stvari, ki ne sodijo skupaj. In tukaj najverjetneje razumete načelnost Nove Slovenije, da če smo bili v sedanjem delovanju pa pri sedanjih izjavah in tudi naših predlogih kritični do teh treh ministrov, da zdaj pa zaradi nekih drugih političnih razlogov ne moramo kar naše stališče obrniti in kakorkoli politično taktizirati. Tako da tukaj sem danes hotel biti jasen, da se ne bodo kakšne zgodbice širile po nepotrebnem. Za novo zdravstveno ministrico pravite, da nakazuje status quo na zdravstvu. Ko pa komentirate to, da je danes v parlamentu koalicija meče lasten zakon, mogoče to so vprašanje za gospoda Ciglerja, lasten zakon o digitalizaciji. Recimo, vi ste imeli pred časom ministra za digitalizacijo. Ne rečem samo to, da tukaj se pač kaže dokončen razpad vseh tistih hotenj in želj, ki so bile na začetku tega mandata. Minister Loredan je vendarle obljubljal, pa tudi dajal vtis, da razume, kaj so glavni problemi slovenskega zdravstva in da bo k stvari pristopil nekoliko bolj nekonvencionalno, da bo poskušal zahodnoevropske modele uveljaviti tudi v Sloveniji. Če pa pridemo mi do točke, ko se celo problematizira digitalizacijo slovenskega zdravstva, potem je jasno, da smo na točki nič. In da enostavno tudi ta kandidatka za ministrico, ki prihaja že sedaj za ministrstvo za zdravje, da enostavno bo to tradicijo ali pa če hočete te politike nadaljevale in tukaj vsekakor ne more biti končen rezultat. Kako pa se stvari vrtijo v parlamentu, bo pa jaz povedal. Ja, hvala za vprašanje. Z našega vidika, z naše pozicije bi ministrica med svojimi prioritetami morala napovedati najprej interventno odpravo čakalnih vrst in sicer z vključitvijo vseh razpoložljivih virov v zdravstvu in to bo eno izmed naših ključnih vprašanj na hearingu v parlamentu, ali podpira predlog zakona Nove Slovenije, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki to rešitev prinaša. Druga prioriteta bi morala biti izboljšati upravljanje javnih zdravstvenih zavodov po načelu neprofitnih gospodarskih družb in nadalje v tretji fazi urejanje položaja vseh zaposlenih v zdravstvu. Vseh zaposlenih, ne samo zdravnikov, ampak tudi ostalega zdravstvenega osebja. Ministrica oziroma kandidatka za ministrico teh prioritet ni niti omenila, niti ošvrknila. Njene medijske izjave kažejo na to, da ne bomo dobili od zdravstvene reforme niti R-ja, oziroma bomo ostali na točki nič pri časovnicah in obljubah. Žal, v škodo slovenskih pacientov. Kaj pa, če se tako izrazim, reorganizacija v vaši stranki, o kateri je tudi, se veliko špekulira, ste že sprejeli odločitev, torej se podajate na evropske volitve, omenja se kot vašega naslednika oziroma zamenjava na čelu stranke gospoda Vrtovca. Kaj s tem? Da je Nova Slovenija res najdemokratična stranka, ki se na vse volitve kvalitetno pripravi. Tako smo se tudi začeli na evropske volitve pripravljati. Povedali smo že javno, da imamo 20 evidentiranih kandidatov, vrstni red in kdo bo na listi bo določen po novem letu, tudi odvisno od tega, s kom se bomo morda dogovorili za sodelovanje. Nova Slovenija ni bila nikoli stranka, ki je gradila na kultu osebnosti. Mi smo vedno stranko vodili timsko, tudi danes lahko vidite, da enostavno sodelujemo. Predvsem so bile pa te medijske objave meni relativno smešne, ker z Jernejem, pa mislim, da z Janezom že skupaj delamo 20 let. In v 20 letih se pač zgradijo take vezi, da neki članki ne morejo ne omajati, ne presenetati. Je pa jasno, da karkoli
se bo zgodilo v Novi Sloveniji, se bo zgodilo dogovorno. V bližnji prihodnosti pa ne načrtujemo nobenih sprememb. Morda bodo še drugi ali pa kaj povedala, da ne bo rekel, evo, Jernej, da sem jaz. Ker se meni toliko menja. Predsednik je že govoril glede evropskih volitev, sam sem tudi med evidentiranimi kandidati in pač pogovor na tej stranke bo stekel takrat, kada bo stekel in se bomo pač o tem odločili, kakšni bojo vrstni redi in kakšna bo bila kandidatna lista. Govori se tudi, pa se me omenja za menjavo na čelu stranke, naj povem takole. Pritrujem temu, kar je rekel predsednik. Mi smo to stranko v bistvu pomagali graditi, najprej kot koalicijsko stranko v Podmladku skupaj, potem smo jo pomagali vrniti v državni zbor. Da ne pozabimo, Nova Slovenija 2008 padla z parlamenta in ta ekipa je v bistvu to stranko pomagala nazaj vrniti 2011 v državni zbor Republike Slovenije. In v bistvu smo vedno igrali timsko in vedno delali timsko. Kar se pa moje kandidature morebitne tiče, jaz verjamem v Novo Slovenijo v obstoječi sestavi pod obstoječim predsednikom, ki dobro vodi stranko na volitvah leta 2026, če ne bo prišlo do predčasnih volitev. Se pravi, 2026 gre Nova Slovenija, bi bilo dobro, da gre v tej obstoječi sestavi s čim več evropskimi poslanci, ker tudi Evropa pred izzivi in nas potrebuje. Jaz moram povedati, da sem najprej malo užaljen, ker se o meni ne govori. Sem le podpredsednik te stranke, šalo na stran, predsedniški kandidat, šalo na stran. Mi se zelo, zelo močno kadrovsko in vsebinsko pripravljamo na evropske volitve, tudi sam sem med evidentiranimi kandidati. To pomeni, da resno jemljemo te volitve. Evropa je, lahko rečemo, na razpotju. V številnih politikah smo priča, lahko rečem, nezmožnosti dogovora. Če samo omenim nezmožnost dogovora glede nezakonitih migracij, če samo omenim na, lahko rečemo, skoraj norenje v smer zelenega in trajnostnega prehoda za vsako ceno, kjer bo največjo ceno plačal srednji razred. In če samo omenim na nek način, vsaj v delu Evrope, ki ima velik vpliv, še trenutno zgrešeno energetsko politiko. Mi bomo z močno listo poskusili na evropsko raven poslati ljudi, ki imajo izkušnje, ki so operativni, predvsem pa uporabljajo zdrav razum in razumejo ljudi, kako živijo, da se naredijo vse te teme, ki so pomembne, energetika, trajnostni zeleni prehod in nezakonite migracije, da se jih obravnava tudi na tak način. Da se jih uredi, da se omogoči srednjemu razredu, tistemu, ki dodaja v Sloveniji normalno življenje tudi v prihodnje. Sem kratko pod vprašanje, ali je med evidentiranim kandidati tudi Ljudmila Novak? Da, je. Samo nosilka liste. Tega pa ne vemo, ker sem rekel, da bomo o tem se pogovarjali po novem letu in da je odvisno od marsikaterih stvari. Je pa seveda tudi ona evidentirana kot kandidatka. Lahko sem še kakšen cilj na evropskih volitvah, na zadnjih volitvah ste najslabši rezultat, 11%, to je verjetno, s tem ne boste zadovoljni ali lahko vsaj približno poveste, kakšni so cilji? Jaz mislim, da bo Nova Slovenija na evropskih volitvah dosegla dober rezultat. Dober rezultat je pa zagotovo vsaj en evropski poslanec. Jaz sem prepričan, da naši ljudje čutijo z Evropo, so jim evropske volitve blizu in se jih tudi udeležujejo, tako da jaz se tukaj ne bojim in tudi pričakujem dober rezultat. Greste pa samostojno na te Tega pa še ne vemo, ker še vedno tečejo pogovori z nekaterimi drugimi potencialnimi partnerji in bomo videli. Skratka, lahko bomo šli sami, lahko bomo šli še s kom drugim, tako da puščamo te stvari odprte, vsekakor pa nikogar ne silimo. Vsak se mora prostovoljno odločiti, je za neko sodelovanje ali ni, zato da ni nekih slabih občutkov. Gledajte, da je gospod Vrtovcih omenil morebitne predčasne volitve, moram vprašati, je to nek scenarij, na katerega se mogoče že pripravljate v stranki ali ne? Mi imamo skozi delujoči volilni štab, glavni tajnik lahko pove, da smo v dobri kondiciji, tako da sploh ni težav. Bilo vredno res razmisleka zlasti pri sami vladi, da se bi
odločile presekati ta gordijski vozel in se odločile, da se gre stehtati pred volilke in volilce, koliko ima še dejansko zaupanje pred temi ključnimi težavami, pred katerimi je Slovenija. Glede kondicije Nove Slovenije pa glavni tajnik je bil. Lep pozdrav v mojem imenu. Ja. Nova Slovenija je v dobri kondiciji, to kaže tudi današnja slika, ki mislim, da pove več kot 1000 besed. Naslovniki te slike so pa itak znani. Drugače pa se v novembru mesecu, 19. novembra, podajamo na svoj 17. kongres stranke, ki bo zelo vsebinske narave. Tokrat ni letni volilni kongres, to sledi drugo leto. Ta kongres pa bomo predvsem namenili močnemu odgovoru Nove Slovenije na trenutne aktualne politične razmere. In na drugi strani bomo na tem kongresu zastavili naše vsebinske poglede glede evropskih volitev oziroma vsebine, ki se tičejo volitev v Evropski parlament naslednje leto. Tako da stranka tudi na teh volitvah daje najprej prednost vsebini in potem tudi kadrovski zasedbi, kot je rekel predsednik, sledi pa po novem letu. Tako da stranka pa absolutno v vseh svojih ozirih, terenu, funkcionarjih, organizacijskih oblikah in tako naprej močno živi in je močno zasidrana v slovenskih srcih in verjamemo, da bo tako naprej in da bo še rasla. Lahko mogoče sam še to gledam, da imamo neko aktualno še te zadeve. Kot da imamo neko formulo 3+1 strani vladne koalicije, se pravi, da trije novi ministri bodo prišli, očitno bodo ministrstvo za javno upravo branili, premier pa se še ni pravzaprav oglasil, kaj mislite oziroma kako vidite to situacijo trenutno v tem smislu. Po mojem se premier oglasil, vse. Ministrstvo za javno upravo je obramno, da je rekel, če je 6 000 evrov problem, jaz mislim, da za velik Slovencev je to problem, ampak se ne bom... Po teh še potencialnih 2 menjavah ni prišel pred kamere, to hočem. Zdaj, v načelu v Novi Sloveniji zagovarjamo, da je vsaka vladna rekonstrukcija lahko koristna. Zlasti, če se izkaže, da nekateri ministri niso kos svojim nalogom, da so na nek način opešali, se mi zdi, da je nujno te ministre zamenjati, poiskati bolj kompetentne, zaradi tega, ker v nasprotnem primeru to potegne navzdol celotno vlado, tako da se nam zdi v dani situaciji, glede na konkretno delo omenjenih 3 ministrov, to vsekakor razumna poteza. Opozarjamo pa, da sama menjava ljudi ne bo spremenila situacije, da v letu in pol smo vendarle ugotovili, da enostavno bo potrebno bistveno drugače z vsebino zastaviti. Vsebina je potrebna in more biti drugačna. To, da ljudem jemlješ, enostavno na koncu ne more biti dobrih rezultatov, zlasti v negotovih trenutkih. In ker se nam pa zdi zelo, ne bom pregrobih izrazov uporabil, ampak mi se soočamo s stvarmi, s katerimi se je Slovenija v preteklosti že soočila. Skratka, nek nabor nekih ukrepov že obstaja in se nam zdi nenavadno, da vlada odkriva toplo vodo, namesto da bi iz preteklega arzenala potegnila tiste stvari, ki enostavno delujejo. Govoril sem vam prej glede same gospodarske recesije, smo imeli izkušnjo in z tistim slanim ZUJF-om in vsemi ostalimi stvarmi potem v času COVID-a, tako da tukaj so stvari več ali manj znane in pristop, ki ga pa zdaj ubira vlada, gre pa v nasprotno smer. Si pa ne delamo utvarne, da bo vlada zdaj že kar jutro obupala in da bomo šli na predčasne volitve, čeprav bi bilo seveda to za Slovenijo najboljše. Še vas smo pozabili vprašati, če ste med evidentiranimi kandidati. Sem, ne boste verjeli, da sem. Jaz bi vprašala še glede te jutre nujne seje za nadzor javnih financ, kaj se bo dogajalo, kaj boste zaradi namerili. Zagotovo bomo zahtevali resne odgovore ministra za finance glede spopada z inflacijo, pa z ohlajanjem gospodarstva. Načini, ki so zdaj pred nami in jih vlada pred oči, se pravi za obremenjevanje gospodarstva, to ne bo šlo. Ne eno in ne drugo. Ne reševanje inflacije in ne preprečitev ohlajanja gospodarstva. Gospodarstveniki nas kličejo, da ne zmorejo več. Pišejo pozive, pa nekako nikamor ne pridejo. Torej, kot glas gospodarstva v državnem zboru bomo pač še naprej tirali tukaj v okviru Komisije za nadzor javnih financ pač jasne odgovore. To, kot smo soočili z realnimi številkami,
ministra za finance, verjetno, da bo ogromen izgovorov na temo popoplavne obnove, absolutno, ampak mi danes privijamo gospodarstvo na zalogo, v bistvu ne vemo niti, koliko bo ta popoplavna obnova stala, pa govorimo o 7 milijardah evrov, medtem ko občine naračunajo 1,6 milijarde evrov, se pravi, kdo ima tukaj prav, in se pravi, vrtenje gospodarstva na ražnju nikakor ne pride v poštev tako kar povprek, ne. Zaradi tega, ker te ljudje več ne bojo zmogli. In vsaj nekoga, da imajo v državnem zboru, da jim lahko prisluhne, no. Zaradi tega pač jutrišnja seja te komisije.